Toliko v uvodu, zdaj pa glede na to, da je tukaj nekaj se vas zbralo tudi kot udeležencev današnje novinarske konference, pa če je kakšno vprašanje, bom tudi z veseljem odgovoril na njega. Sicer pa bom vrnil besedo tebi, Matej. Možno celo jaz eno vprašanje. Izvoli. Govoril si o zakonu, ki bo omogočil mladim nakup stanovanja po ugodnejših pogojih. Obstaja kakšna verjetnost, da bo zakon sprejet še pred volitvami oziroma letos? Žal, ta verjetnost je praktično nična, zaradi tega, ker je v postopku sprejemanja so predčasne volitve prekinile sprejetje tega zakona. Koliko ne bi bile predčasne volitve, bi bil zakon na vrsti ravno tam v začetku decembra, lahko bi bil tudi sprejet, tako da jaz osebno stavim na to, da uspem pri vstopu v parlament in da zakon spravim skozi postopek v naslednjem sklicu državnega zbora, vkolikor bo pa v tej volilni enoti izvoljen kdo od drugih naših poslancev zaresa, bom pa poskrbel, da bo to predlagateljstvo tega zakona prevzel kdo drug. Jaz glede na to, da sem v tej samih pripravah na ta zakon in tudi pri obrazložitvah na javnih predstavitvah zakon predstavlja tako predstavnikom gospodarske zbornice kot predstavnikom Mladinskega sveta Slovenije, kot predstavnikom tudi različnih sindikatov. Prav v celoti, prav vsi, tako bodoči uporabniki kot ta sektor gospodarski v celoti podpirajo predlog zakona. Zakon kot tak tudi ne obremenjuje ne državnega proračuna, tudi ne povečuje javnega zadolževanja, zaradi tega dejansko je nek ukrep, ki je pozitiven, ki omogoča dostopna stanovanja in verjamem, da bo sprejet v začetku prihodnjega leta. Nisem omenil, da je sicer kot interventni ukrep zamišljen kot neki enoletni ukrep, ampak verjamem, da vkolikor bo zaživel, da ga bo mogoče podaljšati tudi bolj dolgoročno, da ne bo samo, bom rekel, zdaj v teh časih 1 do 2 let najbolj kriznih le delu populacije na voljo, ampak da bo to nek stalna oblika pomoči, predvsem pri zagotavljanju teh prvih stanovanjskih problemov oziroma stanovanjskih enot mladim potem, ko se osamosvajajo. Mogoče kako vprašanje, koliko vprašanj ni, bi se vam zahvalil še enkrat rad za vas obisk.